Ali ste vedeli, da je idrijska čipka poznana po celotnem svetu že od leta 1875? Prva čipkarska šola je bila ustanovljena eno leto kasneje, čipka pa v bistvu izvira iz Češke, čeprav razumem. Z nami je danes Irma, ki ima tako čudovito trgovinico sredi Ljubljane in nam bo pomagala pri razumevanju čipke. Ja, zdaj čisto točno, odkje izvira idrijska čipka, ni jasno. Je jasno to, da so jo prinesle v Idrijo žene, rudarjev, če začnemo od začetka. 500 let nazaj se je v Idriji odkrilo živo srebro in takoj na začetku, ko se je začelo izkopavanje živega srebra, so delali v rudniku vsi, žene, možje in otroci. Potem, 100 let kasneje, ko se je proizvodnja živega srebrne rude posodobila, so ženske izgubile delo in otroci. In ker je Idrija v kotlini in se ni moglo razvijati poljedelstvo, so idrijske žene pač morali poiskati en dodatni dohodek za družino in ker je v Idriji idrijska ženska vedno prispevala k družinskemu proračunu, so se, glede na to, da so prišli v Idrijo iz Češke in iz Nemčije strokovnjaki, rudnik delati, so z njimi prišle tudi njihove žene, ki so naučile Idrčanke klekljati. Ampak idrijska čipka ni povzetek ali pa ni kopija češke ali pa nemške čipke, ampak je tekom stoletij razvila čisto svoj izraz. Tudi imena imajo idrijske čipke slovenska, imenujejo se srčkovke, podkvice, gobice, žabice, vse je poimenovano po slovenskih imenih. In prvotno se je kleklo v široki riz. Ki je najbolj popularno v Avstro-Ogrski. Ja, točno to. Idrija je izvažala, tudi na Dunaju so se šolale Idrčanke, učiteljice, ki so potem tukaj naprej učili. Ja, potem so učile v Sloveniji. Ampak široki riz se je držal največ v zahodnji Evropi, se pravi v Nemčiji, Avstriji. Za široki riz je značilno, da je običajno debelejša nitka uporabljena pri klekljanju in večje število barv klekljanja. Ampak zakaj se pa razvil bolj idrijski riz, ta ožji riz, katera ta široki riz? Pa zato, ker med obema vojnama, prvo med drugo svetovno vojno, je bila Primorska priključena Italiji. In glede na to, da je bila Idrija pač priključena Italiji, se Italijani pa imajo rajši bolj fino čipko in se Idrija prilagodila italijanskemu tržišču. Prilagodila se mu je pa s tem, da je začela uporabljati tanjši sukanc, zdaj drugačne elemente je uporabljala pri oblikovanju čipke, vsake pač, ker so bile prvo všeč Italijanom. Ko že govorimo o sukancu, različne vrste se uporabljajo za klekljanje. Ta bel je sukanec, prej ste mi kazali še drugačne? Zdaj, sukanci so za izdelavo idrijskih čipk so lahko bombažni, laneni, svileni ali pa danes tudi metalizirani. Zdaj, debelina sukanca je odvisna od papirca. Mislim, kakšen sukanc boš uporabil, je odvisno, kakšno imaš risbo, po kateri klekljaš. Zdaj, lahko bi pogledali tole bulo, na kateri je ta papirc z jabolčkom. In to je... Za klekljanje uporabljamo različne vrste sukancev.
razsvetliti? Za klekljanje se običajno uporablja bombažen sukanec. V današnjih časih se največ uporablja bombažen sukanec. Včasih za široki ris se uporablja največ se je uporabljalo lanenega sukanca. To je bolj groba čipka, na začetku. Ja, bolj groba je bila zato, ker je pač bila širša ta črta, ker se uporabljalo lanen debelejši sukanc. To je zaradi same risbe, zaradi papirca, ker ti govori, kateri sukanc moraš uporabiti. Zdaj, bombažen sukanc, največ se je danes uporablja bombaženega sukanca, bombažna nitka je bolj gladka, nima teh zadebelitev, kot jih ima lanena, in je tudi čipka bolj gladka, gleda bolj fina. Kako pa, če čisto po otročju vprašam, kako pa čipko prepričate, da stoji? Čipka pa stoji zato, mislim, da ko jo odpneš, ko jo kleklarica odpne, mora čipka stati kot list papirja. Da čipka stoji kot list papirja, pa mora tistka klekla, dober čipko kleklaš, niti grižaš, jih moraš dobro zategniti pol te nitke, in tale ris povezuješ, moraš fajn posukati, da je te dve nitki, da ste dobro posukani, in to daje trdoto čipki. Plus sukanc, sukanc mora biti prav zaklekljati, zato ker ta nitka ni samo ena nit, ampak se navita iz večjih nit, in to daje tudi trdoto. Kaj pa ljudem, ki imajo čipke že doma, prtičke, drugačne izdelke, kako najbolje za njih skrbiti? Zdaj, če je čipka dobro naklekljena, tako kot smo rekla, dobro posukana, pa dobro zategnjena, pa če je uporabljen pravilen sukanc, potem čipko lahko operete, jo mokro, ali pa vlažno, zlikate na narobni strani s najboljš suhim likalnikom, brez pare, in pustite na ravni površini, da se posuši, da pač se shladi čipka. S tem ohranja to svojo trdoto. Ni potrebno uporabljati štirke. Zato, ker če uporabljaš štirko, se zaje not med te zanke, in z leti uporabljaš štirke, čipka ni več kolegna. Najlepša hvala za ta nasvet. Revaš pa mislite, Irma ni kar tako, ona je za enega prav posebnega princa naredila nekaj čipkastega. Dajte nam še to zgodbo. Ja, takrat, ko se je rodil princ George v Angliji, je slovenska država kot protokolarno darilo podarila zibko. Zibka je bila oblikovana prav za tole darilo, za tega malega princa. Narejena je bila iz slovenskega lesa, iz slovenskega stekla in kot posteljnina se je uporabljena važna posteljnina v kombinaciji z idrijsko čipko. Ta idrijska čipka je bila oblikovana prav posebej za to priložnost. Oblikovali ste jo vi? Oblikovala sem jo jaz, ja. Uporabljala sem pač dva elementa. Srce, ki se ne zelo pogosto pojavlja v naši etnologiji, in iz angleškega grba pa sem uporabljala eno detajle rože, in sem to združila v čipko, idrijsko. Fantastično darilo. Tako da, dragi moji, če vas zanima čipka, če vas zanima klekljanje, Irma je več kot pravi naslov, najde boste vse njene kontaktne podatke, spletno stran tudi v tem videonem posnetku. Veliko ljudi si predstavlja idrijsko čipko samo kot prtičke, pa bomo pokazali, da marsikaj vključuje idrijsko čipko. In pa se mi zdi, da sploh pa zdaj v obdobju potrošništva, da se zdi, da se to naredi na 1, 2, 3, tako da recimo tale čudovita čipkica, mogoče se komu zdi, da jo naredite občutno hitreje, kot je dejstvo. Ja, to je res. Za to čipko, če hočeš izdelati tako čipko, vrhunsko čipko, kot je ta, ki jo zdaj vidite, moraš hoditi v kleklarsko šolo vsaj 10 let. Da usvojiš vse te tehnike, da usvojiš tudi to. Čipko se gleda najprej od odspredje,
Ampak čipko moraš pogledati tudi od zadje, ne? Kako je tale čipka zaključena, ne? Kako so tele vozlički, a ne? In to mora biti narejeno perfektno, ker če ta stvar ni narejena tako, ta izdelek je videti čisto drugače, ker ga vidimo mi zdaj. Koliko časa pa traja, da je takle prtiček? Koliko ur? Recimo, to se klekla pol leta do 1 leta. To je res zelo tanek sukanc, moraš res sedeti zraven, biti potrpežljiv, moraš imeti določena znanja moraš imeti, no. Izkušnje tudi. Izkušnje in res je to vrhunska stvar. Nima za manj tako veliko spoštovanja v celotnem svetu, ne samo pri nas, ne? Zagotovo. Ja. Aha, ja, približa, ja, okej. To smo itak tudi Vidi bova na začetku povedala, da Merkur je retrograd in da nama pač energija ne gada. Začelo se že s klekljanjem. Ja, no, ne, klekljanje je bilo super. Ja, moji glasoslovje je bilo. Tako da slovnično kar sproti sami popravljamo.